Mi zdi, še vedno dejanja imajo z mojega vidika vedno večjo težo kot besede. Ne. Komunikacija je pač na tem nivoju, ne. Dejanja imajo pa čisto neko drugo težo. Ne. Tle se mi zdi tudi pomembno, že bolj kar ratamo vešči iz teh komunikacijskih veščin, pa se lahko tudi dogaja, kar je žalostno, neka pomanjkanje integritete. Imaš nekaj rečeš, pa tisto ni narejeno. Ne. Kar se mi zdi uporabno, recimo spet z vidika tega pristopa je, da se lahko sprašujem, kaj bom zdaj delal in katero potrebo skušam s tem zadovoljiti, ko grem, ne vem, na pijačo, ko pridem na podcast, ko grem v službo, ko grem v fitness, ne, ko pojem čokolado. Tle se mi zdi, da če naredimo malo pavze, preden gremo v neko akcijo ali pa tudi preden spregovorim, ne, se lahko vprašam, kaj bi zdaj zares jaz rad, katero potrebo bi zdaj rad zadovoljil s tem, ko bom zdaj odprl usta. Se pravi, ta standardni loop komunikacije, trigger, pride neka informacija v telo, ne, tle se zgodi nek čustven odziv, recimo, ne, in ponovadi, ker tega nimamo, to zelo hitro zgodi, se pol pomaknemo v glavo in tle grem pol v dialog, ne, ali pa v odziv. Tle se poučimo, da probam razpoznati, informacija pride v moje telo, v moj sistem, ne, to v bistvu že en izmed načinov, kako lahko razložimo konflikt, je, da v bistvu vstop neke nove informacije v moj sistem, kar se v bistvu skozi dogaja. Kako jaz to integriram, ko se moj organizem, moj živčni sistem spet če vrneva, ne, odziva. In pol, da prevzamem za to odgovornost, ker to se v meni dogaja. In pol iz tega, da grem, da to energijo tega čustvenega naboja preusmerim v kaj so moje potrebe. In potem, ko sem v stiku s potrebami, formuliram izraz, s katerim upam, da bom v čim večji meri podprl te potrebe.